Lepo pozdravljeni v oddaji Odmev tedna. Ministrica za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh ni več ministrica. Predsedniku vlade je ponudila svoj odstop, ta pa ga je nemudoma sprejel, čeprav se še vedno ni vrnil službenega potovanja v New Yorku. Ob tem se je Emilija Stojmenova Duh zapletla še v kupico afer. No pa danes tudi o bizarnem govoru predsednika vlade v New Yorku v Organizaciji Združenih narodov, kjer se je lotil tako imenovane vodne diplomacije in predstavil slovensko tehnologijo za iskanje vodnih virov, o kateri nihče od slovenskih strokovnjakov ne ve ničesar, pa o dogajanju v državnem zboru, zakaj predsednica Urška Klakočar Zupančič opoziciji ne dovoli ustanovitve preiskovalne komisije, ki bi se ukvarjala s posli v energetiki, bi morda preiskala tudi Roberta Goloba in odkrila kaj nenavadnega, pa tudi o novih zakonih, ki jih je ta koalicija brez težav sprejela in ki burijo duhove v slovenski javnosti. O tem in še več z nocojšnjim sogovornikom, profesorjem dr. Borutom Rončevićem. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Emilija Stojmenova Duh je odstopila. Predlagam, da si najprej pogledamo, kako je ta njen nastop pred novinarji včeraj izgledal. V to zgodbo sem šla izključno zato, ker sem bila prepričana, da je politika lahko drugačna, da so spremembe možne in da so odnosi med partnerji tudi lahko iskreni. Žal temu ni tako. Zato danes čisto vestjo in dvignjeno glavo sprejemam objektivno odgovornost in sem predsedniku vlade ponudila tudi svoj odstop. Ministrica Emilija Stojmenova Duh, po mnenju mnenjskih komentatorjev, ena najslabših ministric v zgodovini. Kako ste vi videli njeno dvoletno delo na tem ministrstvu? Pravijo, da majhni ljudje govorijo o ljudeh, malce večji ljudje o dogodkih, še malce večji ljudje o idejah. Deva mogoče začeti se strani ideje. Jaz mislim, da je ministrica Emilija Stojmenova Duh pravzaprav en tak odličen prikaz stranpoti uveljavljanja prebojenske woke ideologije v politiki. Ministrica v tem znanstveno-strokovnem smislu seveda izkazuje določene kompetence. Je pa dejstvo, da je prišla v politiko popolnoma neizkušena, skozi javne nastope in delovanje se je pač uveljavljala predvsem skozi žensko gibanje Ona ve in je izpostavljala te svoje domnevno marginalne lastnosti, se pravi, sem ženska, sem migrantka in tako naprej. To je bil njen zagovor ob prvi interpelaciji, če se spomnim. Ne samo njen zagovor, to je bilo v resnici tudi njeno delovanje pred tem v političnem prostoru. Z našo ekipo kar nekaj delamo tudi na različnih IT projektih in projektni partnerji pač so mi znali že pred tem povedati, da je kar pogosto izpostavljala to dejstvo, da je ženska in se pač videla kot ujeta pod nekakšen stekleni strop. To je ta pogosta mantra teh sodobnih feministk. Temu seveda ni tako in zaradi tovrstnega pristopa se pač dogaja, da v politiko prihajajo ljudje, ki pač politično niso izobraženi. A imam pravilen občutek, da ta ministrica ni imela nobene napake oziroma da še vedno ne razume, da je nekatere stvari pač počela narobe, ne? Že od samega začetka, ko je izstopila iz stranke SD, vstopila v Svobodo, da je postala ministrica, so bili vedno za vse težave, ki so se na tem ministrstvu, če sva iskrena, dogajale od samega začetka, da so bili krivi drugi, ne? V prvi polovici mandata je bil vsega kriv Mark Boris Andrijanič, prejšnji minister, ki je pustil zapuščino, ki ni bilo všeč, potem so se na njo spravljali, ko ste sami rekli, zaradi porekla. Včeraj je bil na koncu vsega kriv neiskren odnos koalicijskih partnerjev. Tu je verjetno ciljala na to, da je afera o njeni prehitri vožnji prišla ven 2 dni pred napovedano interpelacijo, ciljala je verjetno na SD, ne? Ja, no. Slovenija je lahko vesela, da je imela ministrico brez napak in morda bomo šele v prihodnosti spoznali, kakšen zaklad smo imeli v vladi. Poglejte, če se dotaknemo te afere, medije je obtožila, da so lagali, pa so jo potem včeraj zvečer spet postavili na laž, da je zavajala. Zelo evidentno, dokument je prišel v javnost, kako je poskušala preko slovenskega veleposlaništva na Dunaju doseči, da globe ne prejme, ker je pač hitela na letalo. Kaj je po vaše bolj sporno? To, da so uporabili modre luči v tuji državi, v Avstriji, ali to, da je potem preprosto želela
tudi kazni se izogniti? Sporno je pravzaprav oboje, ne? Dejstvo pa je, da se morda v tej celotni zgodbi preveč ukvarjamo z modrimi lučkami. Na to je upozoril na socialnem omrežju X tudi nekdanji minister, profesor dr. Žiga Turk. Mi bi se morali ukvarjati z drugimi vidiki njenega dela. Kiks z modrimi lučmi se je zgodil, z dopisom veleposlaništvu se je zgodil, zato bi verjetno v normalni državi tako ali tako kakršenkoli minister ali ministrica, dober ali slab, moral uiti. Problem je pravzaprav v tem, da na področju digitalizacije Slovenija ni storila kakšnega pomembnega premika naprej, kot ga je recimo začela delati pod predhodnikom, torej gospodom Markom Borisom Andrijaničem. Ampak videla sva videla, ne, pismo veleposlanika gospoda Gržine, ne, predlagam, da plačate in nam ne delate sramote. Dobesedno tako se je to slišalo. Težava je v tem, da ta leva politika znotraj slovenskega prostora je vsemogočna. In doma verjetno bi kaj takega brez težav sistem prebavil. Tisti hip, ko pridemo, prestopimo državno mejo, pa seveda, smo razmeroma nepomembni. Ne znamo se držati uzance mednarodnega sodelovanja, ukvarjamo se s temami, ki so nepomembne in tako naprej. In sami ste že omenili še tole, če se zadrživa pri Emiliji Stojmenovi Duh, pravijo, to je pravzaprav maska tega, kar je ključen problem, vi ste preomenjali, ne? Resor digitalizacije in teh 13,000 računalnikov, ki se še niso razdelili in da bi lahko bilo tukaj v ozadju več, ne? Kdo je še sodeloval v tem poslu. Se zdaj poskuša prikriti ključen problem, po vaše? Mislim, jaz bi težko, oziroma niti ne bi želel komentirati teh predpostavk, ker nismo videli pravzaprav popolnoma nobenih dokazov. Je pa dejstvo, da je ministrica z vsemi temi negativnimi zgodbami, ki so se na njo lepile, tudi z njenim odnosom do javnosti, pač postala celo za to oblast prevelika javnomnenjska utež in so se pač odločili, da je potrebno umakniti. A se vi čudite, da so nekateri ministri odfrčali relativno hitro, čez noč, če se spomniva kmetijske ministrice Irene Šinko, ki se je verjetno zamerila partnerici Tine Gaber, oziroma partnerici predsednika vlade Tini Gaber, pa ne vem, gospod Bržan. Ta gospa, ne, pa ob vseh aferah, ki so se dobesedno lepile na njo, je ves ta čas vztrajala in imela neomajno podporo predsednika vlade. Je to sumljivo? Dajmo reči, da je to zanimiv fenomen. Jaz sem vseeno visokošolski učitelj in znanstvenik in brez nekih dokazov to zelo, zelo težko komentiram. Lahko si mislim svoje misli, ampak za potrebe javnosti pa res težko. Je pa dejstvo seveda, da je imela strašno dolgo izjemno močno podporo. Premakniva se na naslednjo temo. Koalicija v tej sestavi državnega zbora lahko sprejema zakone, ker ima absolutno večino, onemogoča pa opozicijo, trdijo v SDS-u in NSI-ju. Predsednica državnega zbora ne pusti ustanovitve parlamentarne preiskovalne komisije, ki bi se ukvarjala z energetskimi posli, rekoč, da ena takšna že obstaja. O tem smo že veliko povedali. Ovadena je, na policiji SDS in NSI sta prispevala podpise za to. No, poslušava pa, kaj je pred nekaj dnevi tukaj v tem studiu povedal Janez Cigler Kralj, vodja poslanske skupine Nove Slovenije. Bom povedal še to, kar ni na mikrofonih. Moram reči, da je celo se ji zagovorilo in ji je ušlo, ko je na naju s kolegom Danijelom Krivcem, ko so bili mikrofoni še ugasnjeni, lahko rečem s povzdignjenim glasom, jaz sem dojel to kot grožnjo, obljubila, da bo dala kontraovadbe zaradi krive ovadbe in da bo ona osebno poskrbela, da bojo njene kontraovadbe obravnavane, naša opozicijska prijava pa ne. To se mi zdi zelo sporno in to kaže na pristop ali pa dojemanje te koalicije, torej tudi policijo oni obvladujejo, kar pa v pismu Roberta Macola tudi izpostavljam. Reciva, predpostavljava, da verjameva, da se je vse to res zgodilo, kar je povedal Janez Cigler Kralj. So pijani od oblasti v Svobodi. Kakšen občutek vi dobivate po vsem tem času, ko jih spremljate in po tem, kako si Urška Klakočar Zupančič
v bistvu jemlje besedo v državnem zboru in tudi disciplinira svoje poslance. Za voljo tega dogajanja, ki ga lahko zgroženi opazujemo, sem vesel, da vas lahko malce popravim. Na srečo nimajo absolutne večine, kot ste rekli, kajti če bi imeli absolutno večino, bi se lotili ustave in tega si pa res najbrž ne želimo, če že v teh vsaj do neke mere omejenih okoliščinah, ki jih imajo, delajo take stvari. Mene res me skrbi ta erozija demokracije, zloraba pravzaprav funkcij, ki si jih seveda privošči predsednica državnega zbora in pa seveda tudi močna podpora, ki jo ima pri tem dejanju v lastni poslanski skupini in pa širše v koaliciji. To pomeni, da se tudi oni pravzaprav strinjajo s tem delovanjem in če sodimo po nekaterih nastopih, ga pravzaprav tudi podpirajo. Imate občutek, gospod Rončević, da se Svoboda še vedno obnaša, kot da smo aprila 2022, da so še vedno veliki zmagovalci volitev? Imajo seveda 41 mandatov, ampak razmerje pa se je, javnomnenjska podpora se je od takrat precej skrčila, ne, še vedno nekako zagovarja vse, kar počnejo v imenu tega, da so jim ljudje dali to zaupanje. Javnomnenjska podpora se jim je res zmanjšala, ampak to pravzaprav ni strašno pomembno. Zakaj ne? Zaradi tega, ker predčasnih volitev najverjetneje ne bo. Nimamo neke realne poti, da do teh predčasnih volitev pridemo, še posebej glede na strukturo poslancev tega državnega zbora, ne vseh, strank koalicije, še posebej pa Gibanja Svoboda, kjer je pravzaprav za veliko večino teh poslancev ta funkcija pomeni vrh kariere, najvišja plača v njihovem dosedanjem delu, kar pomeni, da gre od tukaj najverjetneje lahko vsaj v času po volitvah navzdol. Kar pomeni, jaz kar mislim, da bo to stanje trajalo do rednih volitev. Zelo, zelo dvomim, da se bodo zgodile predčasne volitve. Razen če se karkoli spremeni zaradi kazenske ovadbe, kaj pričakujete, kaj bo storila policija s kazensko ovadbo proti Urški Klakočar Zupančič? Če imajo, kot ona pravi, vse oblasti v svojih rokah? Pričakujem, da se bo zgodilo točno to, kar je napovedala dvema poslanskima kolegama. Je pa Janez Cigler Kralj povedal tu v tem studiu, da je poslal pismo predsednici Evropskega parlamenta Roberti Metsola. Želijo si doseči, da bi Evropski parlament preko odbora poslal v Slovenijo posebno izpostavo, ki bi se ukvarjala s preverjanjem dejstev. Vemo, da je to prejšnji opoziciji pa že uspelo. Ne? So prišli v Slovenijo preverjati stanje svobode medijev, stanje pravosodja. To bi bilo potrebno, o tem sem tudi sam razmišljal, preden se je to zgodilo, je vprašanje, če bo do tega prišlo. Dejstvo je, da na evropskem nivoju, v Evropskem parlamentu, imamo pravzaprav opravka z enako koalicijo, kot smo imeli pred temi volitvami, se pravi v prejšnjem mandatu Evropskega parlamenta. V redu, tam imamo Evropsko ljudsko stranko, ki se je v tej svoji konzervativni drži zelo razvodenela v zadnjih 5 do 10 letih. Imamo notri te evropske socialiste in pa tako imenovane liberalce, ki pač so vse kaj drugega kot liberalci, so liberalci zgolj v imenu. Bilo bi pomembno, da bi res prišla ena taka misija v Slovenijo, ampak kot rečeno, dvomim, da se bo to zgodilo oziroma da bo zelo dosledno opravila svoje delo. Mislite, da lahko Urška Klakočar Zupančič dejansko prepreči, da bi se v tem mandatu ustanovila preiskovalna komisija o energetskih poslih, ki jo želita NSi in SDS? Vemo, da odlaša s tem, da bi jo ustanovila. Po drugi strani se čaka, da je potrjen njen zakon, ne, o teh preiskovalnih komisijah, ki bi pomenil, da bi lahko skupina poslancev, v tem primeru Svobode, seveda zahtevala na Ustavnem sodišču presojo, a je sploh dopustna. Zgodilo se bo to, glede na njen odnos do te demokratične in pravne procedure in glede na razmerje moči v državnem zboru se bo to zagotovo zgodilo. In potem bo seveda tudi Urška Klakočar Zupančič oziroma njena opcija na
Ustavnem sodišču uspešna. Ustavno sodišče v Sloveniji že nekaj časa ne vrši svoje vloge, kot je pred časom tudi napovedala na spletnih omrežjih ena poslanka, se spomnimo tistega. Jasni Murgel? Tako je, se bojo iztekli mandati, pa bomo svoje imenovali, pa bo stvari v redu in točno to se je zgodilo. Ne? Ja, nekdanja poslanka SMC, zdaj spet sodnica, ne, v Mariboru. Urška Klakočar Zupančič si interpretira ustavo, češ, da s tem svojim zakonom popravlja ustavne krivice. Sledili so ji poslanci te koalicije in preprečili razpis referenduma, da bi ljudi vprašali, ali si želijo preiskovalne komisije, ki bi preiskovala energetske posle, tudi Roberta Goloba. Skratka, ta koalicija si razlaga ustavo tako, da to ni dopustno. No, včeraj mislim, da sem v enem izmed medijev zasledil številna mnenja eminentnejših pravnikov, kot je Urška Klakočar Zupančič, ki je pač delala kot sodnica za vpisovanje etažne lastnine, čeprav vem, ne, in njihovo mnenje je bilo drugačno. Ja, kaj pravijo? Pravijo, da se to ne bi smelo dogajati, da je vprašanje sploh, če je to res ustavno sporno in da ne bi smelo pač do tega priti. No. Zdaj, koalicija je potrdila več zakonov v državnem zboru, tudi to, da je za nadaljno obravnavo primeren zakon, ki nekako prepoveduje poveličevanje nacizma in fašizma. Okrog tega pravi ideološki spopad v hramu demokracije. Komunizem so spustili, ne? To je tisto, kar najbolj žuli desnico. Kako pa vi gledate na to? Jaz res verjamem v svobodo govora. Verjamem pa tudi, da svoboda govora ne sme biti absolutna. Nisem v tem smislu absolutist. Mene tu ne moti zgolj to, da so pozabili na komunizem, kot enega izmed teh groznih totalitarnih sistemov. Mene moti tudi to, da se presoji, kaj je poveličevanje teh totalitarizmov, teh dveh, ki sta omenjena, bom rekel, v zakonu. Se pravi, ta presoja je strašno arbitrarna, ne? Kar pomeni, da se bodo kasneje postopki lahko zlorabili za to, da se ljudi, ki so zelo neproblematični, ki so najverjetneje celo sredinski po svoji orientaciji, si pa zastavljajo popolnoma legitimna vprašanja, o katerih se je potrebno pogovarjati, da bodo sprocesirani skozi neke postopke in bo potem nekje v medijih, v nekih sodnih spisih in tako naprej bo zapisano, da je ta oseba poveličevala fašizem in ali nacizem. Morda skozi precej benigne izjave. Ne. To je velik problem, glede na to, da želijo spremeniti še medijsko zakonodajo, ki bo strašno omejujoča, glede na to, da želi Evropska unija omejiti svobodo govora na omrežju X, skozi katerega Elon Musk pravzaprav na globalnem nivoju spodbuja, bom rekel, svobodo govora, izražanja, se pravi odpravljanje cenzure in tako naprej. Obeti pravzaprav niso zelo dobri. No. Demokracija je da smo prišli do tega stanja demokracije, kot imamo v zahodnem svetu, je bila kar dolga bitka. Vemo, da je bil to proces, ki je trajal stoletja. Erozija demokracije se lahko zgodi, kot smo že kdaj v preteklosti videli, strašno hitro. Ne? Vi se torej sprejema takšnega zakona proti poveličevanju fašizma in nacizma bojite, ker pravite, arbitrarno se bodo odločili, kdo je kriv. In iz tega sledi, da so možne zlorabe. In da se na ljudi, ki si to nikakor ne zaslužijo, zaradi benignih izjav ali pa zgolj zaradi sprožanja javnih razprav, se pravi prilepijo zelo negativne izjave in se jih zaradi tega tudi sankcionira. Je namen zakona torej obračunati z desnico? No, pa se to v Sloveniji že poteka. Je takšen zakon sploh v evropskem duhu? Evropska komisija je sprejela resolucijo, če se spomnimo, ne, o obsodbi vseh totalitarnih režimov. Ta zakon pač je enega kar zignoriral, po domače povedano. V Sloveniji je ta, bom rekel, revolucionarni diskurs še vedno zelo močan, oziroma se mi zdi, da imamo v zadnjih letih pravzaprav opravka z njegovo revitalizacijo. Če se malce pošaljeva, če bi dodali tudi besedo komunizem, verjetno se pred kipom Kidriča vodilni možje SD-ja in gospe ne bi več smeli klanjati. Potem bi bilo treba verjetno vse te kipe odstraniti in tudi ulice
preimenovati, ki se imenujejo po teh gospodih. Ne? Potem, ne vem, ne bi imeli več Kardeljeve ploščadi, Kidričeve ulice, Titove ulice, Titovega trga in tako naprej. Vemo pa, da zdaj ekipe celo vračajo na Brdo. Ne? Ja, žal. Ja, gremo naprej. Marsikaj se je še dogajalo ta teden. Predsednik vlade Robert Golob ob predsedovanju Slovenije Varnostnemu svetu Združenih narodov je poskrbel za, recimo temu, zelo odmeven govor. Poglejmo ga. In Slovenia, in the wake of the devastation of last year, we are building a super advanced digital ecosystem which will link the satellite observation data with supercomputing power and artificial intelligence in order to predict how and where the water is going to show up. Gospod Rončević, a vi veste, o čem on govori? Ste že kdaj slišali za to tehnologijo? Slišal sem za popolnoma vse posamezne dele teh tehnologij, ker tudi tam, kjer sem jaz aktiven, se ukvarjam s temi tehnologijami. Dve zadevi pa mi tu nista jasni. Nikoli še nisem slišal, da bi nekdo te tehnologije spravil skupaj s tem namenom. To je prva reč. Ne pravim, da se to ne da narediti. Najverjetneje se celo da. Bolj vprašanje, ali to kdo dela ta hip sploh v Sloveniji. Druga reč, ki mi pa res ni bila jasna, je pa to, da je rekel in the wake of, se pravi, po teh poplavah, ki so se v Sloveniji zgodile, bomo iskali, kje se nahajajo vodni viri. Se pravi, tukaj govori o dveh različnih rečeh. Zagotovo se že delajo simulacije, že leta se delajo simulacije, kako bo prišlo do poplav. To pravzaprav niti ni tako zelo nova tehnologija. Jaz sem bil pred zdaj že kar dosti leti na odprtju superračunalniškega centra Bura na Univerzi na Rijeki, kjer so točno to demonstrirali, pri čemer so tam demonstrirali, kako bo morje v različnih okoliščinah poplavljalo. Tukaj pa sta skupaj dve, bom rekel, ne vem, popolnoma različni zadevi. Dopuščam, ker sem pač zgolj ubogi sociolog, da jaz pač seveda česa inženirskega ne razumem. Ja, ampak ste z akademske sfere. Verjetno bi kdo na inštitutu Jožef Štefan vedel, da se to gradi, kdo na Agenciji Republike Slovenije za okolje, kjer tudi imamo vire, pa nihče nič ne ve o tem. To bi verjetno vedeli številni ljudje v akademski sferi, kajti tako kompleksen projekt bi verjetno vključeval ljudi iz inštituta Jožef Štefan, iz Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru, zagotovo tudi mariborskega Izuma, to je ta infrastrukturna inštitucija, v okviru katerega je fizično lociran slovenski, se pravi ta največji HPC, ki je tudi eden izmed večjih v akademski sferi v Evropi. To bi vedeli številni ljudje. Možno pa je, da je kakšen strokovnjak nekako predlagal, da bi se tak projekt naredil in da ta hip to obstaja v konceptu. In ga je Robert Golob že prodal, kot da to že počnemo tudi v Sloveniji? Res ne vem, ker imam premalo informacij. Mislim pa, morda me bo že jutri kdo ali pa danes večer kdo zanikal, ampak mislim, da to ne obstaja. No? Ja, in glede na to, da je predsednik vlade že marsikaj obljubljal, ne, tudi 100 hiš na mesec, bo pa te izjave vzela z rezervo. A se da ločiti, če predsednik vlade nekaj pove z glave, ali pa mu je pri tem morda pomagala umetna inteligenca, mu je ChatGPT napisal ta govor. Marsikdo se zdaj šali, da je tako. No, ChatGPT lahko naredi zelo veliko. Ne? Imamo pa tudi orodja za detekcijo ChatGPT-ja. Eno orodje je mogoče to, da povedano primerjamo z realnim stanjem. Drugo orodje pa seveda so različna softverska orodja, ki nam pri tem pomagajo. Recimo mi na tak način iščemo ChatGPT v seminarskih nalogah študentov zelo učinkovito. No? Sporazum vlade in sindikatov okrog plačnega zakona je bil predstavljen ta teden. Videli pa smo, da tisti, ki so imeli plačo pod minimalno, bodo zdaj imeli uzakonjeno minimalno plačo, prej so dobili to doplačilo. Ampak ne, najbolj se bo tem poklicom, kot je hišnik, medicinska sestra, policist, plača povečala tam okrog 25%. Funkcionarjem pa smo videli nekaterim tudi do 70%, recimo predsedniku protikorupcijske komisije, da ne govoriva
o sodnikih, ne, ki jim je itak plače določilo že Ustavno sodišče, pa se bodo še povečale. Skratka, ta razmerja, tisti, ki imajo več, so dobili več, tisti spodaj pa najmanj. Vsi so nekaj dobili, ampak niso pa urejena razmerja, zdaj prihajajo kritike. Kako ste vi videli to? Mogoče moje mnenje bo verjetno malce nepopularno tako na levici, kot tudi na desnici. Jaz menim, da pravzaprav v nekem delu gre to v pravo smer. Jaz mislim, da plača predsednika vlade, predsednice republike, plače ministrov so v evropskem kontekstu sramotno nizke in mi že skozi te plače signaliziramo, da pravzaprav ne jemljemo resno vodenje svoje države. To je dejstvo. Vlado bi mogli voditi vrhunski menedžerji, ne pa vrhunski menedžerji, ne? Ampak take ljudi bi bilo treba seveda tudi zelo, zelo dobro plačati. Mene osebno ne bi nič motilo, če bi imel predsednik vlade plače, ne vem, tudi 15 000 evrov, minister 10 ali pa 12 000 evrov, ampak da bi bili mi na delo tega predsednika vlade in te ministerske ekipe ponosni in bi to tudi v svojem standardu, v konkurenčnosti države, v kakovosti socialnih storitev to čutili. Ne? Zdaj imamo recimo tako situacijo, upam, da se ne bom zmotil, ampak recimo znanstveni svetnik lahko doseže, to je ekvivalent rednega profesora v raziskovalnem sektorju, 64. plačni razred. Znanstveni svetnik. Minister je, če se prav spomnim, od 62. do 64. Razreda. Če upoštevamo, da je vsak redni profesor ekvivalent znanstvenemu svetniku, v Sloveniji imamo po podatkih SURS-a okrog 1500 rednih profesorjev. Ne? Potem, če pogledamo recimo župane mestnih občin. Ne? Jaz sem doma iz Novega mesta in lahko spremljam te stvari iz malce več interesa. Župan mestne občine Novo mesto, ki zelo uspešno vodi Novo mesto, ki se res hitro razvija, kjer se vsako leto vidijo spremembe, izboljšave in tako naprej, ki jih pred tem desetletja nismo videli, če tudi je bilo Novo mesto že preindustrijsko središče Slovenije in on ima nižjo plačo kot nek redni profesor, ki jih je, kot smo rekli, 1500 v Sloveniji. Tako da jaz vseeno mislim, da seveda je funkcionarjem treba resno dvigati plače, ampak tudi potem resno zahtevati rezultate in jih resno kaznovati na volitvah, če teh rezultatov ne bodo dosegali. Kaj pa to sicer pomeni, konkretno recimo za nas osebno, ne vem. Jaz sem se, ko so ti rezultati začeli prišli ven, ne še čisto dokončni, jaz ne vem, kaj recimo to pomeni za visoko šolstvo, ker še ni na nivoju kolektivne pogodbe to razdelano, ampak sem se pa pogovarjal z različnimi ljudmi, recimo, ne vem, z okrajnim sodnikom, z učiteljico in tako naprej. In vsi ljudje so strašno veseli, da se bodo plače dvignile. V redu. Tudi za nas v visokem šolstvu in znanosti nam je to v veliko pomoč, kajti če si želimo pripeljati kakovostne ljudi iz tujine ali pa recimo jih poskušati zadržati v naši sferi, da nam ne bodo ušli v gospodarstvo, ki jih lahko plača, kot si pač lahko privošči, je to dobro. Problem je nekje drugje. Problem je, kje bomo ta sredstva zagotovili in jaz nisem dobil občutka, vsaj skozi medije nisem to zasledil, da bi se kdo s tem zares ukvarjal. Mislim, da je bilo v javnosti predstavljeno, ne, da so Sanji Ajanović-Hovnik dali limit, ne, lahko greš do 800 milijonov vrednosti te plačne reforme, zdaj jo ocenjujejo 1,6 milijarde, 1,8 milijarde. Ne. A lahko to vzamemo od kje druge, kot pa da še dodatno obdavčimo ljudi oziroma gospodarstvo? To bomo dobili od davkov, kar pomeni, da kje pa druge kot od davkov. Končna posledica tega bo pač ta, da bo neto učinek ne zelo pozitiven ali pa prav nič pozitiven. Imeli bomo seveda pač veliko višje bruto plače. Ko boš pa potem ob koncu meseca pogledal pod črto, koliko ti ostane, boš pa na istem. To se nam že zadnjih nekaj let pravzaprav že dogaja. Jaz vidim, da so se plače v visokem šolstvu pa v znanosti kar dvignile. Na standardu se pa to res ne pozna tako zelo dobro, ker so se seveda tudi stroški in davščine dvignile. Zaključeva tole pogovorno oddajo še s komentarjem
ene teme, ki se je tudi vrtela v državnem zboru v teh dneh, in sicer stanovanjska problematika ni nič bliže rešitvi, kot je bila pred začetkom tega mandata, ko so tudi v koalicijsko pogodbo zapisali, da bodo zgradili 30,000 stanovanj na leto, pa se s temi obljubami smo itak že verjetno sprijaznjeni, da ne bodo nikoli uresničene. Zdaj so pomaknili začetek gradnje vsaj tja do leta 2035, da bi se to lahko realno gradilo na leto, čeprav Luka Mesec obljublja, da zdaj imajo vendarle rezervirana sredstva v proračunu, ampak trenutno se ni zgradilo še popolnoma nič in videli smo, da je šla cena najemnin, recimo samo na področju Ljubljane v zadnjih 5 letih navzgor za 62%, plača pa se je povprečna povečala samo za 30%. Ljudem z minimalno plačo stanovanj v Ljubljani za najem sploh ni na voljo, za tiste s povprečno plačo pa relativno malo. V kakšni situaciji smo in je ta vlada, lahko zdaj rečeva, spodletela ali moramo čakati še te zadnji 2 leti? No, lejte, tukaj pa ne morem reči, da je tej vladi spodletelo, ker ni realno, da bi v mandatu ene vlade zgradil 30,000 stanovanj. Ta obljuba je bila bizarna sama po sebi. Če imaš neko nivo in jo želiš spremeniti v zazidljivo zemljišče... Ampak nekaj 100 bi pa verjetno že lahko, ne? Ampak bom vseeno. Če imaš neko nivo, želiš to nivo spremeniti v zazidljivo nivo, za stanovanja, za hiše, za karkoli, in potem, da še pridobiš gradbeno dokumentacijo, to zgradiš, tukaj se obrne 10 let. Pomembno je, ali bodo v tem obdobju zastavljeni pogoji, da se to v prihodnosti dogaja. V Sloveniji imamo strahovit problem, ki izhaja iz demografije. Že nekaj časa se na vsako osebo, ki na novo pride na trg dela, 2 osebi upokojita. Življenjska doba se rapidno podaljšuje zaradi napredka na področju zdravstva, tudi mogoče malo bolj zdravo živimo in tako naprej. Življenjska doba je čedalje daljša. Kar pomeni, da če ne bomo želeli, da v letu 36-37 pridemo v situacijo, da bo imel vsak zaposleni svojega upokojenca, katerega bo moral financirati, bomo mogli temeljito povečati delež tujcev. Že ta hip imamo v Sloveniji na trgu dela, se pravi v delovno aktivni populaciji, 15% tujcev, se pravi 150,000 tujcev imamo ta hip v Sloveniji na delovnih dovoljenjih. Tu nekje, morda ni čisto točna številka, ampak tu nekje se gibljamo. Jaz ocenjujem, da do leta 2040 govorimo še o novih 150,000, mogoče več ljudeh. Hvala Bogu, je Slovenija še vedno zanimiva za delavce iz tujine. Zdaj se pa zastavlja vprašanje, kje bodo ti ljudje živeli, kje bodo ti ljudje spali. Če se to ne bo moglo zgoditi, bo šle cene še naprej v višave in potem te ljudje tudi ne bodo k nam želeli prijeti. Že sedaj, ko mi rekrutiramo študente ali delavce iz bivše Jugoslavije, ki je že dokaj spraznjena, pa kljub temu za Slovenijo še vedno kar velika, niti enega ni, ko se z njimi pogovarjam, ki ne bi bil seznanjen z stanovanjsko problematiko v Sloveniji. In to je eden ključnih pomislekov. Imajo Slovenijo za zelo urejeno državo, v katero se splača priti živeti, če bi bila urejena stanovanjska problematika. Če ti ljudje ne bodo mogli ali pa ne bodo želeli zaradi nerešene stanovanjske problematike priti v Slovenijo, kar je visoko verjetno, bojo pravzaprav levičarji dosegli svoj cilj in to je ta odrast. Ta odrast, degrowth, se bo zgodil sam po sebi, ker bomo morali zmanjševati ali pa vsaj omejiti gospodarske aktivnosti, morali bomo začeti omejevati socialne storitve in tako naprej. To se že dogaja. Poznamo primere mnogih domov za ostarele v Sloveniji, kjer imajo zaprte oddelke, celo cela nadstropja, ker nimajo delovne sile, kljub temu, da imajo denar za delovno silo in so dolge čakalne vrste za vstop v te domove za ostarelih. Tako da tukaj ne gre zgolj za vprašanje pri stanovanjski problematiki, ne gre zgolj za vprašanje, kako bomo presojali to vlado, ali bomo za te ljudi, ki si zdaj želijo cenejše dobiti stanovanje, uspešno poskrbeli, ampak gre pravzaprav za vprašanje prihodnjega gospodarskega razvoja pa socialnih storitev, ki jih imamo v Republiki Sloveniji. In če zaključiva
Z besedami predsednika vlade, itak imamo program za 2 mandata. Je zrelo to govoriti, če pa so ti ljudje dali pač priložnost v enem mandatu in niti ne vemo, kako bo izgledala naslednja vlada? Jaz mislim, da bo na naslednjih volitvah da se bodo spremenile, vsaj v smislu, da ne bo več Gibanje Svoboda tista vodilna sila v parlamentu. Zadnja javnomnenjska raziskava sicer kaže SDS 24,7, Svoboda 15,2%, ne razlika se večja in večja, Mediana za Pop TV pred dnevi. Jaz mislim, da imamo 2 scenarija, ki verjetno imata 99% verjetnost, jaz sicer nisem seveda tega izračunaval. En scenarij je, da bomo imeli na oblasti novo stranko novih obrazov, drugi scenarij je, da bomo imeli zasuk v desno. Jaz mislim, da lahko govorimo zgolj o teh 2 možnostih. Možnosti, da bi Gibanje Svoboda ponovno prevzelo oblast po naslednjih volitvah, ni. Ja, bomo pa videli, kaj bodo pustili, kot zapuščino naslednji vladi. Vsekakor. Gospod Rončević, hvala za obisk v našem studiu. Hvala tudi vam. Vam pa, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, hvala za pozornost. Glejte Domovino še naprej.